Zdravo! Če me slučajno ne poznaš, jaz sem Nejc, trener v Level Up trening centru. Dobil sem ogromno vprašanj glede mojega treninga. Dejansko, kako treniram, katere vaje delam, zakaj jih izvajam, kako jih izvajam, ali se masiram, kako jem, ali se raztegujem ali ne. Stoji eno vprašanje. Zato sem se odločil, da bom dejansko snemal moj trening in bom na koncu sestavil en kratek video in ga vsak dan objavil, tako da ga si lahko ogledate. V bistvu, če imaš kakšno vprašanje glede posameznega dela v treningu, zakaj določeno izvajam, kako vajo izvajam, kako jo izvajam, kakšen je moj trening program, kakšne procente, teže, karkoli, število ponovitev setov, res karkoli te zanima, mi lahko napišeš v komentar pod samim videom, pišeš na mail info@levelup.si ali vstopiš v kontakt preko socialnih omrežij. Upam, da bo ti ta prvi video všeč. Če ti bo všeč, klikni gumb like, s tem tudi jaz vedel, da dejansko je to stvar, ki vas zanima. Tri, štiri. Še enkrat. 3, 4. Okej. Če te zanima, zakaj uporabljam trakce, je to zato, ker zdaj smo v zimskem času in enostavno mi dlani dosti bolj pokajo oziroma so ronljive na sam grip palice, enostavno pa poleg tega uporabljam elejko palico, ki je v bistvu dosti bolj groba od ostalih. Zato, če imam v treningu recimo snatche in clean and jerky, ki bojo sledili zdaj, enostavno uporabljam trakce pri snatchih, da si malo dlani ohranim za clean and jerk. Gibljivost pri samih front squatih je dokaj pomembna. V bistvu to pomeni, da bolj bomo gibljivi, lažje bomo delali gib. Front squat je dokaj zahteven gib, če imamo pomanjkanje gibljivosti. Če imamo dovolj gibljivosti, je to dokaj simpel. In s tem, ko sem visel okoli minuto na štangi, sem se dejansko čeprav bomo delali front squat, ne res, da potrebujemo gibljivost v gležnju, v kolku, ampak prav tako jo potrebujemo v ramenskem obroču, da smo sposobni komolce držati visoko. Pred front squati, sploh kadar delate one rep max oziroma bilo katere ponovitve, ki je optimalno, da imamo komolce čim višje, kajti s tem bomo lažje ohranili nevtralno hrbtenico, težišče same palice bo v sredini telesa in enostavno bomo lažje dvignili palico.
kot si verjetno opazil, to niso bili pač navadni front squati, ampak so bili front squati s pauzo v samem globokem počepu. Proval sem zadržati pauzo vsaj 3 sekunde, upam, da mi je to ratalo, da se nisem prej vstal. In namreč s tem, ko sem delal kot prvo brez pasa, kot drugo s pauzo, enostavno treniram te stabilizacijske mišice, ki so nujno potrebne pri samem weightliftingu, crossfitu in pač enostavno vse posod, tudi v življenju. Kolikor se le počutim sposobnega delati brez pomoči pasa pri recimo 80-90% one rep maxa, to delam. Ali so to clean and jerky, pri snatchu tako ali tako ne uporabljam pasa, front squati, back squati. Vkolikor pač se sam počutim, da bo vaja vseeno izvedena varno pri višjih procentih, probam sedaj ne uporabljati pasa in drugih pripomočkov, ker vem, da s tem sebi delam enostavno dosti boljše. Kajti v sami preteklosti sem očitno prevečkrat uporabljal te pripomočke in mogoče sedaj rezultati niso takšni, kot bi pač lahko bili in bi lahko hitreje napredoval, tako da probam zdaj nadoknaditi to, kaj sem mogoče prej izgubil. Ok, še zadnja stvar danes. Če te slučajno zanima bilo kaj glede treninga, česarkoli kaj povezano s treningom ali s prehrano, pred treningom, po treningu, bilo kaj ti pade na misel, te slučajno zanima, povezavi s tem, kaj si danes videl na samem videu, ali pa enostavno kaj ti pade na pamet, vprašaj, napiši pod sam video komentar ali pošlji mail na info@levelup.si. Se vidimo jutri. Ok, še zadnja stvar, zdaj pa res. Če ti je bil ta video všeč, bodi ziher, da klikneš subscribe gumbek na samem YouTubeu, mi slediš na Instagramu, sikislo, vsi linki bodo v samem boksu za komentar, kakorkoli se tem reče, Facebooku, vse ostale socialne mreže, ki obstajajo, sledi.